Dober večer, voščimi in lepo pozdravljeni. Sredi tedna smo, z mislimi verjetno že nekje pri koncu, pa pri kakšnem sončnem žarku več, kot smo ga bili deležni v preteklih dneh. Lahko pa to pogledamo malo bolj v prenesenem pomenu. Sončni žarek več bo posijal tudi v vaše življenje, saj vam v tej oddaji postrežemo samimi pozitivnimi nasveti. Kaj ne, dr. Robič? Dober večer. Dober večer, tako je. Nocoj bova govorila o trajnosti zobozdravniških popravil in izdelkov. Vsakdo izmed nas, ki pride k vam ali pa k svojemu osebnemu zobozdravniku, si seveda želi, da vse, kar mu zobozdravnik naredi, čim dlje traja in se čim manjkrat vračamo po popravke, kaj ne? So naša pričakovanja malo prevelika morda včasih? Včasih je tako, da določene stvari se lahko naredijo tako, da so trajne, da lahko rečemo bo zavedno. Določene stvari se žal ne dajo narediti tako, da bi lahko rekli, da bodo zavedno držale, a ne. Že, bom rekel, čisto ena zalivka, plomba je lahko v tako težkih pogojih delana, da ne moremo narediti vse 100%, a ne. Pripravljen imam en video, kjer se vidi izdelava zalivke, pa lahko pokomentiramo ob ogledu tega videa, recimo stopne, in da je potem tudi lažje razumeti, zakaj tako dolgo traja včasih, da se naredi kakšna zalivka, zakaj, kakšne so težave, a ne. Tu že vidimo na posnetku, da je zob, se pravi, očiščen karies, narejena je kaviteta, luknja v zobu, očiščen je karies, ta kaviteta mora biti pravilno zabrušena, sklenina pod pravim kotom, nameščena je matrica, ki nam drži plombo, v tem primeru je uporabljena tudi ta 3D matrica za dober kontakt med zobmi, da nastane po izdelavi. Potem moramo sklenino pojedkati, to moramo delati nekje 15 do 20 sekund, ne smemo prejedkati dentina, ker če prejedkamo dentin, ta vezava lepila ne bo tako močna, kot bi lahko bila. In tu velja recimo pač povedati, da ukolikor mi prilepimo plombo na zob, ki ima veliko ohranjene sklenine, bo ta plomba zelo, zelo dolgo držala. To govorimo tudi več kot 15-20 let. Ukolikor pa sklenine ni in plomba drži zgolj na dentinu, pa bo trajnost le takšne plombe krajša. In tako vidimo, ko speremo to kislino, je treba zob usušiti. Spet ga pa ne smemo presušiti, zato ker če dentin presušimo, pride do kolapsa teh kolagenskih vlaken v njem, ki izgledajo kot recimo travne bilke, in če jih presušimo, padejo in se ne more potem bond, lepilo, kvalitetno sprijeti zobom. V tej fazi, ko vidimo zdaj na videu, se nanaša lepilo, bond, s katerim premažemo tako dentin kot sklenino, se pravi zobovino in to površino zoba. To utiramo z nežnimi gibi. Pomembno je, da nam zraven ne pride vlaga, bog ne daj slina, ker če pride zraven voda, vlaga v ta gel, ne bo prave adhezije in bo potem plomba držala zgolj mehansko. In takšna plomba bo potem začela puščati, pojavil se bo tisti rjav rob in s časoma lahko izpade, če nima neke mehanske retencije. Ampak v takem primeru je boljše, da izpade, kot da se notri drži, pa pod njo zob naprej gnije. Ko naredimo to fazo z bondanjem, mine 20 sekund, spet spihamo in nato z modro lučko aktiviramo polimerizacijo, se pravi, da se ta bond sprime z dentinom, s tisto kolagensko mrežo v dentino in s sklenino, in smo pripravljeni na nanašanje materijala, s katerim bomo zapolnili plombo. V tem času je že minilo nekje minuto, a ne, in v tem času moramo mi skrbeti, da nikjer ne pride kakšna vlaga. Pa še začeli nismo dejansko v pravem pomenu z izdelavo, ne, smo samo pripravili lepilo. Sedaj sledi nanašanja materijala v plombo. Na začetku ponavadi vedno naredimo s tekočim kompozitom rob, da nam ga lepo zalije, tam uporabimo en material, ki zadržuje fluoride, zato da preprečuje nadaljnjo gnitje zoba na tistem mestu, da preprečuje sekundarni karies, nato pride pa v poštev ta trši kompozit, s katerim oblikujemo zob, ne. Oblikovati moramo ta obrobni greben, pri tem je treba paziti, da ni previsok, da imamo čvrst stik med sosednjim zobom, zato ker če tam pustimo špranjo,
se bo vedno hrana notri nabirala, bo prišlo do parodontalnega vnetja, pač pa nelagodno je pacientu s takšno plombo živeti, ker se mu vedno po vsaki hrani nekaj notri nabira. Ampak, kot sem rekel, vedno se pa tudi ne da narediti idealno, ker kadar manjka preveč zoba, tega v ustih enostavno ne moremo narediti, oziroma je potrebno najprej narediti eno plombo samo na nivoju zoba, ki je pod dlesnjo, da si dvignemo in potem še enkrat s plombo, da dogradimo zob nad dlesnjo. In to pač podaljša cel postopek, tako plombo ne bomo v pol ure zaključili, bo kar kakšna minuta čez pol ure oziroma proti 40 minutam. Potem je pomembno, v koliko plasteh nanesemo ta kompozit in kolikokrat ga strdimo. Na tem posnetku se vidi ena starejša lučka, ki je svetila 10 sekund, včasih so bile halogenske, ki so zrabile 40 sekund in je bila izdelava zaradi tega še toliko daljša. Danes imamo sicer že nove LED lučke, ki v 3 sekundah z visoko energijo strdijo ta material, zato da nam prihrani čas, hkrati pa s tem, ko nam prihrani čas, da hitro strdi, tudi odstrani možnost napaka, ne, da bi prišla zraven slina, ker ko imamo enkrat ta obod zoba narejen, je dosti lažje nadzorovati tudi sam potek tekočin v ustih. Seveda lahko imamo mi gor tudi gumijasto opno, ki nam zob povsem izolira, ampak ponavadi se zalivka dela na tak način, se ne dela s koferdamom. Zdravljenje, ja, za same plombe pa v bistvu ne, ker če uporabljamo te matrice, ki nam tudi lepo te svaljke držijo, se lahko na ta način z 4-ročnim delom, se pravi 2 roki od zobozdravnika in 2 roki od asistentke, ki podaja v roko, zraven sesa, in da okoli naložimo tiste vatne staničevinske svaljke, ki pivnajo vlago, sesalec pa hkrati tudi vlažen zrak iz ust odsesava, lahko naredimo dovolj dobro. Če strneva v nekaj alinejah, od česa je potem odvisno, kako dolgo bo plomba držala? Ja, najbolj pomembno je to, kje ta plomba je. In če prekriva prevelik del zoba, takšna, ki prekriva cel zob, ima nevarnost, da bo držala manj časa oziroma da bo zob kasneje počil ali se en del ga okrušil. Temu se lahko spet izognemo, da zob še dodatno obrusimo iz grizne strani, da plomba pokrije praktično vse vrške, da se sile bolj enakomerno prenašajo, ampak to nam spet vzame več časa in težje je potem zob oblikovati, da ima na koncu, ko mi naredimo, spet neko pravo obliko z vrški, jamicami, ne da je to na koncu nek krompir ali pa zob brez oblike. Ne. Samo barvo ni težko izbrati, danes s sodobnimi materiali se lahko to res dobro posnema, naravno barvo in obliko zoba, ampak zahteva pa nekaj časa. Najbolj so problematični pa tudi te globoke kariesi, ki segajo pod dlesen. V tem primeru je, bom rekel, težje namestiti to metrico, ki jo zdaj odstranjuje, ne, to je ta kovinski pašček, ki drži kot neka ograja material, da lahko naredimo zalivko, in spodaj, če gre globoko pod dlesen, ga ne moremo kvalitetno adaptirati. V tem primeru si pač pomagamo s posegom, ki se mu reče podaljšanje klinične krone, da v takem primeru dlesen znižamo in pripravimo zob oziroma obzobna tkiva, zato da bomo kasneje, čez kakšen teden ali 2, lahko zob naredili, da bomo to špranje zatesnili in da potem, ko plombo naredimo, da bo gladek prehod, se pravi, da ko gre pacient z nitko notri in potegne ob zobni ploskvi, da se ne čuti z nitko nekega previsa, ker po tisti previs se potem tudi nalagajo bakterije, draži dlesen in pač povzroča same probleme. 2 stvari se mi zdi, da sta še pomembni, kar se samega zobozdravnika tiče. Ne? Izjemno natančno delo se mi zdi, da je to vsaj kolikor lahko vidimo takole na posnetkih, bolje kot recimo, kadar imamo odprta usta, ne? Pa hkrati verjetno tudi fizično naporno. Ja, res je. Ne? Zdaj smo pogledali en kratek posnetek, pa mislim, da traja 6-7 minut. Ampak v tem času mora biti zobozdravnik praktično po vsem primeru. Držati jezik stran, sila jezika je zelo velika. Včasih smo recimo pri kakšnih večjih posegih dobesedno utrujeni, da s pestjo držimo ogledalo, nekateri imajo močnejši jezik kot drugi, eni so lepo sproščeni, treba je odstraniti lice. Potrebno je imeti praktično
neprestano vizualni nadzor, zato da veš, da ti odkot kaj ne bo priteklo. In recimo v zgornji čeljusti je lahko to lažje, v zgornji čeljusti tudi delamo indirektno lažje, spodnja je težja. In že sam položaj pacienta, položaj nas, trpi hrbtenica, vratna hrbtenica, križ, zato so to tudi najbolj pogoste, bom rekel, neke degenerativne okvare pri zobozdravnikih. Hkrati pa delamo z natančnostjo recimo 10 mikronov v votlini, ki je velika okoli, ne vem, 1 decilitra, 100 mililitrov, ali pa 200, ne vem, zdaj točne številke, v temi in v vlagi. In tam notri moramo narediti v popolnoma suhem okolju, z, rekel, nepredstavljivo veliko natančnostjo, da je to narejeno kvalitetno. In to vsekakor je naporno in tudi pušča posledice. In potem so tudi da lahko pojasnimo, zakaj kdo vpraša, ja pa zakaj ne delate zvečer, pa zakaj ne morete še, ne, zato ker fizično ne zmoremo. Jaz bi tak delal cel dan, voljo imam, ampak fizično človek ne zmore in je utrujen, ne moreš vseh del delati recimo pozno popoldan, ker nisi več zbran. Če vstaneš zjutraj, tekom celega dneva človek zgublja malo energije in enostavno ne gre. Si pa predstavljam, da so potem tudi vaše storitve ali pa bi bile storitve toliko slabše, če bi podaljševali v nedogled, česar si pa pacienti tudi ne želimo. Tako, treba je najti neko mejo. Itak delamo preveč v vsakem primeru, ampak tako kot sem rekel, potem se pač kombinira, da daš neka težja dela, potem kaj lažjega, kak pregled, da se tudi telo malo spočije. Vsekakor pa ne gre, 8 ur je tista meja, ki je zdravstvena. Jaz bom rekel, da si svojih izkušenj lahko rečem, jaz sem delal včasih po 14 ur, dobro, ne vsak dan 14, ampak po 12 pa sigurno. In pusti posledice. Ni ga heroja, ki bi to zdržal na dolgi rok. In preobremenjenost pri vseh zdravnikih je v današnjem času, vse se izpostavlja, ampak težko je to zastopiti. Je pa treba večkrat morda to tudi povedati, da se tudi mi zavedamo, ko na vas pritiskamo s kakšnimi. Ja, na koncu gre za zdravje, na koncu gre v bistvu za varnost pacienta. Mi se iztrošimo, imamo druge probleme, na koncu pa tudi varnost pacienta. Morda povabiva gledalce k sodelovanju v nocojšnji oddaji. Če želite gospoda Robiča karkoli vprašati, je zdaj primerna priložnost, da ga pokličete, zastavite vprašanje in skušal bo najti odgovor nanj. Doktor Robič, za veliko ljudi vemo, da rečejo, da imajo amalgamske plombe, ki jim izjemno dolgo držijo in jih niti nočejo zamenjati, zato ker držijo. Povejte mi, je smiselno jih zamenjati preventivno prej ali je dobro, da jih obdržimo, dokler z njimi ni nič narobe? Tako bom rekel, če ni z njimi nič narobe, z mojega vidika lahko ostanejo. So pa tle dileme glede amalgama in živega srebra v njem. Je v zadnjih časih ozaveščenost pacientov velika, nekaj je morda tudi pretiravanj, dosti se to izkorišča za zgolj komercialne namene, ampak če je neka amalgamska plomba, bom rekel, stara 30 let, da te sni, da nima nobenega sekundarnega kariesa, jaz pravim, da je ni potrebno zamenjati, ker iz takšne plombe je večina živega srebra že itak izhlapela, največ se ga namreč izloči takoj v dneh po ustavitvi plombe v usta, nato pa živo srebro izhlapi in plomba se trdi, na tak način amalgam deluje. Nekaj ga seveda je prisotno, ampak tu se ne bomo spuščali v debato, koliko je škodljivo, kako škodljivo je, ampak dejstvo je, da tudi pri odstranitvi se del tega živega srebra izpusti v zelo kratkem času in pomembno je, na kak način ga odstranimo. Zdaj, če ima pa to na vsak način smisel, če je amalgamska plomba neustrezna, da je že odkrhjena, da ne tesni, če pa v njej že sekundarni karies, potem pa v vsakem primeru. Po drugi strani so pa vse te amalgamske plombe, bom rekel, zelo nevarne bolj zaradi tega za naše zobe, ker amalgam z leti se širi. In zaradi te širitve je plomba, če si predstavljamo, je ujeta med 2 ali 3 ploskve zoba in ko se širi, začno pokati te stene. In takšen zob lahko potem
kmalu se rado zgodi, da kakšen na ploskev odpade, se odlomi. Če imamo srečo, se zalomi nad dlesnijo, ni to nič, bom rekel, drastičnega, se lahko tak zob še protetično restaurira z eno prevleko ali onlejem. Okolikor pa poči zob vzdolžno po vertikali, je lahko pa tudi izgubljen zaradi tega. In tu je pač ta vedno presoja in se je treba odločiti na podlagi, rekel, več dejavnikov. Ne sme biti zamenjavo teh črnih zalivk vzrok zgolj zato, ker so črne. Mogoče vizualno moteče, ne? Ste pa pripravili tudi eno fotografijo, ki to prikazuje. Ja, glede tako, recimo za inlaye, onlaye, kako lahko te amalgamske plombe zamenjamo, s temi keramičnimi onlaye, oziroma tudi belo plombo bi lahko konec koncev na takšen zob naredili. Na prvi sliki levo zgoraj vidimo, kako te amalgamske plombe izgledajo. Desna slika je po odstranitvi, morda tudi ta spodminirana mesta, kjer se podvisi zalijemo z nekim kompozitom, z materialom, s katerim naredimo tudi belo zalivko. Nato to poskeniramo ali pač včasih smo odtisnili in tehnik naredi zunaj ust te onlaye, ki jih nato pricementiramo v zob in na ta način zamenjamo amalgamske zalivke z neko protetično, indirektno rešitev, ki je potem, bom rekel, tudi bolj trajna. Kakšna je dolgotrajnost takšne plombe oziroma keramične prevleke? Kako dolgo si lahko to obetamo, da jo bomo obdržali v ustih? Tako je, sama keramična prevleka ali onlay sam po sebi bo res dosmrten, ampak mi moramo vedno vedeti, pri onlayu je lahko problem, ker se z leti naš gris poseda, zobje se rabijo, keramika se pa malce manj rabi oziroma so zdaj tudi te keramike, ki se zelo podobno rabijo, ampak lahko pride potem do tega, da se stanjša keramika in potem keramika poči. Ker, bom rekel, zob je še vedno malenkost elastičen in sklenina, ki je podprta z dentinom, ima neko svoj modul elastičnosti, keramika ima manjšega, zato lahko takšen onlay se okruši ali poči. Medtem ko keramične prevleke same po sebi bodo držale, bolj je problem, lahko pokažemo sliko, na kateri se vidi odmik dlesni od te keramične prevleke. Sploh pri starih kovinsko-keramičnih prevlekah, kjer je na robu kovina, ko se čez čas, slej ko prej se to tudi zgodi, dlesen umakne, pač zaradi let, se pokaže ta sivi rob. Prevleka zaradi tega sama po sebi še ni potrebna za zamenjavo, ampak začne pa motiti estetsko. Hkrati je tam prisotna tudi razgaljena korenina, ki je nezaščitena in slej ko prej si potem ljudje tudi takšne prevleke želijo zamenjati. Malo se lahko ta efekt ublaži z novimi materiali, s polnokeramičnimi, cirkonskimi ali litijevi silikat prevlekami, Emax, to je tudi en tak zelo popularen material, ki se uporablja v sodobnem zobozdravstvu. To je brezkovinska keramika, ki nima tega sivega roba, tudi ko se dlesen umakne, ampak takrat se zgolj korenina zasveti. In če je korenina v normalni barvi zoba, to ni mogoče. Tako da v prihodnosti bo recimo manj menjav prevlek zaradi teh sivih robov, ker jih ne bo. Mogoče samo še tole, večkrat ste nocoj že omenili sekundarni karies, pa je verjetno prav, da ponoviva za vse gledalce, kaj to je. Sekundarni karies je karies, ki nastaje na robu plombe. Se pravi, tam, kjer je nekje že nekoč bil karies, smo ga odstranili, naredili preparacijo, naredili plombo, ampak če ta stik med zobom in med plombo bodi si lepilo ne drži, da je prišla tam vlaga, najpogosteje je to razlog, ali da zgolj plomba spusti zaradi sil, ker ko smo videli na začetku, kako se plomba dela, se posveti s tisto modro lučko in tam se pri strjevanju se kompozit krči. In te sile lahko privedejo do tega, da se material odlepi od zoba. In tam lahko nastane potem taka mikrošpranja, v kateri pa se lahko gojijo bakterije in se to zabarva, hkrati pa potem čez čas začne tam napredovati karies, se pravi zobna gniloba. To je sekundarni karies, se pravi na robu nekega našega izdelka, se pravi bodi si to prevleke ali onlaye ali plombe. Ga pacienti opazimo?
Včasih ga, ponovadi pa ne. Bom rekel, niso nevarni tisti, ki jih pacienti opazijo, ki opazijo tisto rumeno zabarvanje na robu plombe. To je sicer znak, da ni v redu, da je do tega mikrolikič, mi rečemo mikropropustnost, da se ustvarja, ne, ni dobra, ampak najbolj nevarna je tam pridlesnik. Če jo vidimo že na vrhu, taka plomba verjetno ima spodaj pridlesnik še bistveno večjo napako, ker na vrhu je nekje najlažje zagotoviti tesnost, spodaj pridlesnik je pa težje. Se pravi, če zdaj povzameva recimo najin prvi del oddaje, je zelo pomembno, da seveda skrbimo za svojo ustno higieno in pa da dovolj pozornosti posvetimo tudi temu, kako se bomo odločili, da bomo pravzaprav sanirali naše zobene. Pri katerem zobozdravniku, kdo si bo vzel dovolj časa in kakšen material, ne? Pa predvsem verjetno tudi izkušnje tukaj štejejo, ne? Če vas zdaj prav poslušam in razumem. Aha. Jaz bom rekel tako, kar se Janezek nauči, to Janezek zna. Ne? In tu je zdaj vedno ta dilema, ne, kaj je bolj pomembno, ali material, ali roka. Ne. Jaz bi rekel, materiali danes na trgu so vsi precej dobri. Ne. Tudi če bi uporabljali najcenejše materiale, to je zgolj en manjši faktor. Največ je še vedno roka. Kako je narejen, s kakšno zavzetostjo je narejen, če je to delan pod mikroskopom ali z lupami, je dosti boljša vidljivost, tak terapeut verjetno tudi pol ostalo, bom rekel, bolj skrbi oziroma zna uporabljati. Če se dela pa plomba tako nadaleč, pa stran gleda, pa vse, tam pa ne more biti bela zalivka v redu narejena. V redu, lahko imamo srečo v zgornji čeljusti, neko je suho, ampak slej ko prej se nekje začnejo te napake kopičiti. Ne? In tu se mi zdi največ je ta človeški faktor, ne? Da je že sama tista preparacija prav narejena, zabrušena, da so skleninski robovi zabrušeni pod 45 stopinj, da se ker le v tem primeru lepilo dobro zagrabje. Ne? In tu je bolj pomembno, kdo dela, kot s čim dela. Tisti je samo razlika potem v estetiki, mogoče med materialom enim pa drugim, ampak tle je še vedno faktor človeška roka. Odlično. Nadaljevala bova po kratkem predahu, da si malo odpočijete, da morda gledalci dobijo kakšno idejo, kaj vprašati. Med drugim bomo govorili tudi o tem, kako pogosto je priporočljivo menjati proteze. Ostanite v naši družbi. Dobrodošli nazaj v studiu oddaje Halo zobozdravnik. Z mano je še vedno nocojšnji gost, dr. Jure Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant. Če imate zanj kakšno vprašanje, pravi čas je, da pokličete v oddajo na izpisane telefonske številke in vprašate, kar vas zanima. Morda malo lažje kot v ordinaciji oziroma ko ste že v čakalnici. Naj bo to spodbuda za najine gledalce. Pred nadaljevanjem sem omenila, da bova povedala še, kako pogosto priporočate, da se menjajo proteze. Jaz sem mislila namreč, da je to stvar, ki jo narediš enkrat, morda dvakrat v življenju. Nisem vedela, da pravzaprav gre za neko menjavo. Treba je povedati, da imamo različne vrste protez. Definitivno ena totalna proteza, se pravi za ljudi, ki nimajo nobenega zoba več in ki nadomešča vse zobe, je lahko definitivna, je dokončna, ampak spet ni, ker lahko pride do raznih, se nabirajo glivice ali karkoli. Ampak po drugi strani, da pridemo do totalne proteze, pa ponavadi gremo najprej na delno protezo. In delna proteza, to je proteza, ki sloni na nekaj naših zobeh in nadomešča zobe, ki smo jih izgubili. In ta proteza se pa spreminja dinamika v ustih, ker ponavadi je žal tako, da se najprej izgubi nekaj zob, potem pa še kakšen nadaljnji. Za vsako, ko mi na tistih nekaj zob, ki ostanejo v ustih, obesimo protezo in nadaljne zobe, kljub temu, da je proteza narejena tako, kot mora biti, da so sile v osi usmerjene, ker če niso tiste navadne proteze žičnate, tiste so dobesedno hladni ekstraktor. Za vsako, ko človek ugrizne, porine zob malo naven, ga razrahla, potem se kost okoli njega uniči in ti zobje slej ko prej potem tudi izpadejo. Ampak tudi, če vse narejeno tako, kot mora biti, vseeno zdaj nekaj malo zob nosi celo čeljust in prenaša te sile. In v takem primeru je tudi takšno protezo potrebno potem popravljati. Zdaj, če gre za stvar, da izpade neki zob, ki ni najbolj nosilen, ki ni nosil glavno silo,
ga lahko zgolj dodamo v protezo, ga izpulimo, dodamo in stvar je taka, da v nekaj urah je narejena in ima pacient popravljeno protezo lahko naprej. Po drugi strani imamo pa spet druge težave, da je proteze potreba podlagati. In nekaj časa se jih da podlagati, recimo totalno protezo, ker po odstranitvi zob moramo vedeti, da v pol leta nastane največ sprememb v volumnu kosti, ki preostanejo, te čeljustne kosti. In ko mi zob izpulimo v prve pol leta, pride ta krivulja, ki kaže nivo kosti, se drastično zniža, na to gre pa počasi naprej do drugega leta, potem pa počasi se topi še naprej, ampak vedno se topi. In danes je žal tako, ali pa na srečo tako, bom rekel, da nihče noče hoditi brez zob nekaj mesecev, ampak vsak želi pač protezo, ko izgubi zobe, takoj, in lahko jo pripravimo mi tudi vnaprej, da ko se zobje izpuli, da je proteza že pripravljena in jo ustavimo v usta takoj, če se seveda ne odloči za implantate, v tistem primeru je ista rešitev, da dobi zobe praktično takoj ali naslednji dan, ali pa bom rekel, da zgolj počakamo nekaj dni po puljenju in potem odtisnemo te čeljustne grebene in naredimo protezo. In pomembno je, da se to tudi pacientu že na začetku pojasni, da bo to protezo moral podložiti, morda že čez mesec ali dva, ker bo prišlo do sprememb v obliki čeljustnega grebena, v obliki dlesni, ki ga prekriva in bo pod to protezo nastal zrak. Če se ta zrak pod protezo, se pravi neka zračnost, ignorira, proteza ne sedi, hkrati ko pa jedo, ker ljudje se navadijo tudi s povsem, bom rekel, razklopotanimi protezami, če lahko tako rečem, povsem normalno živečiti, eni ja, drugi ne, ampak nekateri se. In potem taka proteza pač poči, zato ker ni podprta. Zato je potrebno, da se jo pač kontrolira in se jo pravočasno podloži, preden poči. Sicer pa, ko poči, takrat jo popravimo in da zalepimo skupaj in še hkrati podložimo, da rešimo, da popravimo posledico in hkrati odstranimo vzroka. Ker proteza, ki je počila, razen če je padla v umivalnik, nekaj ni v redu, je v ustih, očitno so te sile nekje prevelike, je majavost proteze, se recimo na vsak, če si predstavljamo, da je to kot neka kupola, se pritisne na trdo nebo, grebeni so pa mehki in ko ugriznemo se potem preko neba ta kupola lomi in poči čez nebo, kar je tudi neprijetno. Zato se včasih da notri v proteze, v te totalne proteze, kovinska mrežica, ampak tu je spet pomembno povedati, da ta kovinska mrežica nič ne prispeva k temu, da bi proteza bila bolj trdna, da ne bi počla. Hkrati še ošvohni ta material. Je pa res, da če pa poči, pa ne pade na razen. Zato imajo nekateri pacienti tudi željo, da se ustavi mrežica v protezo, zato da mislijo, da bo trša. Ampak dejansko ne bo, dejansko je zaradi te mrežice težja in celo ošvohnjena, je pa res, da če pride do poke, ne bo šla na razen. So danes tudi, sem rekel, neka vlakna, ki se noter lahko ugradijo in bo potem proteza bolj močna, ampak se pravi, prvo je pa to, da se jo podloži. Hkrati tudi vse delne proteze je treba kontrolirati, sploh te proteze, ki so nošene na teh ankerih, mi rečemo povzilih, kjer so na, bom rekel, kovinsko keramično prevleko ugrajena zadaj ena povzila, na katera se zadrsa proteza, takšna proteza se ne vidi, nima nobenih teh zaponk, ki bi se videle, ko se nasmejijo, da bi se videle žičke, tega ni, ampak se zadrsa gor. Ampak takšno protezo je treba potem kontrolirati, da če se čeljustni greben zadaj stopi, da se jo podloži, ker v nasprotnem primeru bo prišlo ali do poškodbe proteze ali do obrabe povzil in čez čas ne bo ta proteza nič več držala. Kljub temu, da lahko mi ta povzila oziroma ne povzila, matrice, ki so vgrajene v protezi, to so take plastične matrice, ki sedejo na ta drsni zglob, jih zamenjamo, ampak vseeno efekt ne bo te pravi, če bo enkrat kovina obrabljena. Tako da to je pomembno, da se kontrolira, nič ni žal, ko se naredi taka stvar, nič ni, rekel, trajnega in da ne bi potrebovali nekih popravkov.
Sva pa že v preteklih oddajah govorila tudi o tem, da je treba tudi za protezo potem primerno skrbeti, ne? Vseeno se na njej lahko pojavijo kakšne glivice, obloge, kaj pa potem? Oziroma, kako to preprečiti, če se da? Tako je, ja, zdaj ste omenili obloge, najbolj enostavno, smo že enkrat pokazala, kar s tisto kartačo za nohte čistiti. S tisto kartačo se proteza najlepše očisti, potrebno jo je čistiti v vseh smereh in tudi v smeri zob, zato da se ti medzobni prostori lepo očistijo, tam se potem ne bo nabiral zobni kamen, ker tudi na protezi se potem nabira zobni kamen. Ne? Da jo pacienti pač redno čistijo, priporočljiva je uporaba ali teh tabletk, v katerih se potem proteza namaka, da jo razkuži. Lahko se uporablja tudi kar navaden kis, zato ker kis lepo raztaplja ta zobni kamen in jo je potem, bom rekel, zelo enostavno očistiti. Pomembno je, da se proteza ne čisti z abrazivnimi sredstvi, se pravi, uporabljati je treba tekoče milo, kar navadno, ki je za roke, ali pa zobno pasto, ki ne vsebuje abrazivnih delcev. To so te prozorne zobne paste, ker s temi delci, ki delujejo abrazivno, potem napraskamo, naredimo mikropoke na površini proteze in ta sijaj se izgubi in je toliko bolj podvržena k nabiranju teh oblog ponovnih na protezi. Glivice so pa takšna neprijetna stvar, ki jih je, bom rekel, zelo težko spraviti iz proteze. Pacientom se priporoča uporaba daktarin gela, s katerim se namaže v usta in potem ustavi, ampak zadeva je precej trdovratna in se lahko ponavlja. V primeru, da je proteza okužena z glivicami in jo z daktarinom ne uspemo očistiti oziroma ne preprečimo ponavljanja bolezni, je bolj priporočljivo protezo izdelati ponovno. Se pravi, da se naredi nov vtis, prej se z daktarinom lepo pozdravi in potem se napravi nova proteza, ker verjetno tista, ki je že z glivicami okužena, ima tudi neko poroznost, ponovadi je to pri starejših protezah. No, kako pa pravzaprav pride do glivic, je to podoben nastanek kot recimo na nohtih ali pa še kje? Tako, morajo imeti pogoje. V ustih imamo idealne, ja, tako. Kandida je v bistvu vedno prisotna v ustih, a ne? Problem je, kadar se kandida razraste, kadar ima pogoje, se pravi, kadar je bolj kiso pH, vlažno okolje imamo pa itak vedno. In v teh primerih se pač rada obnovi, pojavlja. Je pa potem tudi druga stvar, tudi proteze se s časom obrabijo. Zobje v protezah, bom rekel, so manj kvalitetni, niso keramični, lahko se da tudi keramične zobje v protezo, ampak ima spet, bom rekel, svoje druge slabosti, zato ker ni kemične vezave in prej izpadejo. Imamo danes te, bom rekel, ko se predvsem na implantatih uporabljajo kompozitni zobje, ki so dosti lepši in tudi trši, ampak slej ko prej tudi pride do neke obrabe in tudi po 5-10 letih je taka totalna proteza malce obrabljena. Zdaj, govorila sva že, tudi v preteklih oddajah, da se dajo izdelati proteze na implantantih. A so takšne boljše od tistih brez? So bolj dolgotrajnejše? Tako je, boljše so, definitivno so boljše, zato ker so v ustih stabilne, so fiksne. Zdaj, bodisi ali so fiksirane na 2 implantatih, kjer so zgolj sidrane, niso povsem trdne, ampak če je pa to na neki gredi ali na 4 implantatih, pa praktično pride do tega, da so proteze fiksne ali pa imajo minimalno podajnost, če govorimo o teh lokator povzilih, ko se proteza na klik pritrdi na vsadke. Ja, po drugi strani je pa, to ste lepo izpostavili, pri implantatih definitivno pride do več problemov lahko kot pri navadnih protezah, zato ker so sile bistveno večje. Nek pacient, ki ima v ustih implantate in ima protezo na implantatih, grize normalno, grize tako kot s svojimi zobmi. Tisti, ki ima pa neko totalno protezo ali neko delno protezo, pa ne more razviti polne žvečne sile, zato so tudi pritiski na protezo manjši, se material manj obrablja in se kasneje utrudi. Pri implantatih so pa to zelo velike sile, so tudi, bom rekel, neabsorbirane sile, zato ker zobje so v čeljusti podajni,
se malenkost premikajo, niso v kost v bistvu uraščeni zobje, ampak so pripeti s parodontalnimi vlakni, ki absorbirajo te naše grižljaje, medtem ko implantat je pa v kost uraščen kot kamen, je povsem trdno in se vsak ta oster grižljaj se prenese kot neka ostra odsekan impuls in ta material se absorbira lahko potem samo v materialu v protezi in se lahko prej utrudi. Zato morajo biti vse te proteze na implantatih ojačane s kovino, uporabljajo se potem tudi boljši zobje, ki zdržijo te večje obremenitve. Ampak ja, dejansko lahko pride do drugačnih zapletov kot na nekih snemnih protezah. Zanimivo je, ravno v petek smo imeli en seminar v Ljubljani, in je pač bilo lepo povedano, da je na implantatih dejansko 4-krat več zapletov protetičnih kot na zobeh. To je dejstvo, tega ne moremo skrivati, to so lahko problemi. Lahko se kažejo, recimo, da se ena zobna krona keramična na implantatu ukruši, danes spet to ni več tak problem, zato ker te cirkonske so monolitne, so iz enega sloja, se ne bojo krušile, ampak še vedno se delajo pa tudi kovinsko keramike ali fasetirane cirkonske, kjer je pač iz 2 plasti narejena in tam lahko pride do chippinga, mi rečemo, ko se okruši ta zgornja plast stran. Lahko pride tudi do poka abatmentov in to se dogaja zgolj zato, ker imamo večje sile v igri. Ampak definitivno je, pri tem lahko pride do več zapletov in jih tudi na koncu lahko je. Še bova ostala pri zobnih protezah. Zdaj, če si predstavljam ali pa če imamo tisti, ki imamo recimo še svoje zobe, neki izgovor, dobro, zobna ščetka do osmice ni dosegla, pa se je zato tam nabral zobni kamen ali pa celo karies. Kakšen izgovor imamo pa ali pa imajo tisti, ki imajo potem zobne proteze? Te vendarle se da dati iz ust, zakaj potem sploh govorimo o oblogah? Si predstavljam, da je z večjo ščetko za nohte malo lažje očistiti protezo kot z malimi ščetkami noter po ustih. Res je. Res je, da je lažje, ampak moramo nekaj vedeti. Tu pač si moramo naliti čistega vina. Nekdo, ki je prišel do proteze, pomeni, da je izgubil svoje zobe, ne bi rad delal komu krivico, ampak velik del, oziroma največji del ima tukaj spet higiena oziroma napačna higiena. In težko nekdo, ki pač celo življenje ni ne vem koliko energije posvečal temu, potem čez noč, ko dobi protezo, pa začne to glancati. Ali se to pač sploh ne dela, ali se dela spet bolj slabo. Vidimo vsega vidimo, vse sorte vidimo, in tu je pač tako, je pa tudi druga stvar obzira, to so starejši ljudje, ki tudi ne vidijo. To je pa tudi dejstvo, da slabše vidijo in teh oblog dejansko ne vidijo. Ali ne delajo to dovolj pogosto, ne delajo dovolj temeljito. Je pa tudi druga stvar, da se tudi na te proteze, če niso optimalno spolirane ali pa da so neka mesta, se lahko zadržuje in se tudi plake in potem kakšna zabarvanja bolj prijemajo. To je pa tudi napaka materijala in z leti, sploh če potem pride zaradi napačnega čiščenja z nekimi abrazivnimi materijali, pride do tiste površinske hrapavosti, na katero se potem še toliko lažje vse skupaj prijema. Nocoj pretežno govoriva o zobozdravniških popravilih, recimo pa o vaših izdelkih, o tem, kako jih je treba potem menjavati oziroma zanje skrbeti. Eno izmed takšnih posegov je recimo tudi ortodontsko zdravljenje. Pri veliko otrocih se že začne, potem nekateri vztrajajo tudi potem malo pozneje. Ko enkrat zobe poravnate, tako kot si jih želite, a potem ti zobje ostanejo takšni? V bistvu ne. Tudi vi si jih, recimo. V bistvu ne. Ja, to je razlog, recimo, zakaj imam jaz zdaj že drugi aparat. Stvar je takšna, da naša čeljust se neprestano spreminja. Zobje izraščajo in če mi po ortodontskem zdravljenju ne zagotovimo retence, se pravi, lahko pokažemo sliko retenerja, to je pač 2 vrsti sta na sliki. Levo zgoraj je žični retener, kjer je z žičko, ki jo nalepimo na zadnje z ploskve zoba, ki se ne vidi,
S to žičko, ki je prilepljena, zagotovimo mirovanje teh zob na mestu. Spodaj vidimo pa en tak prozoren retener, ki izgleda kot ta Invisalign ortodontski aparat, ampak to je zgolj retener, ki ima eno funkcijo, da zobe drži na mestu. Tak snemni retener prozoren je pa potrebno potem nositi po noči. Bodi si je to vsako noč, bodi si na 2 noči, lahko se s časom podaljšuje, ampak stanje v ustih je dinamično in po ortodonskem zdravljenju, če ni retencije, bodo zobje se začeli premikati. Ni nujno, da bodo šli povsem nazaj, tako kot so bili, lahko se pa naredi kakšna nevšečnost, da se kakšna dvojka zasuče, se naredi kakšen presledek je in zato je potrebno, da se za retenco skrbi. Ortodonti so pač zavezani, da 3 leta po upravljenem ortodonskem zdravljenju morajo skrbeti za retenco, za tisti čas se najbolj pogosto da tudi kar en snemni aparat kot retener, ki ga pa potem pacienti ne nosijo radi ali pač potem nekoč nehajo nositi, bodi si zaradi tega, ker nekaj časa niso nosili in ga ne spravijo več gor in potem pač pustijo, da bi šli takrat takoj nazaj, ker bi z majhnim popravkom zadevo rešili, ampak spustijo tako daleč, da itak ne gre več gor in potem nehajo nositi in imamo dovolj povratnikov potem recimo 10-20 let po tistim, ko so že imeli aparat, da pridejo ponovno, da jim pač popravimo spet položaj zob. Saj to se vse lahko naredi, ampak bolj priporočljivo je, da se ta retener nosi oziroma da se dajo žičke, če je to možno in te žičke potem, da se tudi za njih skrbi, zato ker če tak žični retener bi tudi vredno povedati, če se odlepi, je treba takoj iti do zobozdravnika, da ga prilepi nazaj, sicer bo lahko spet pride do nekih nezaželenih premikov. Da nama ne zmanjka nocoj časa, pa da še vseeno obdelava vse zobozdravniška opravila, ki sva jih načrtovala, življenjska doba implantantov. Nekaj sva že govorila v preteklih oddajah, morda poveva samo tole, kako pogosto je treba kontrolirati potem te nove zobe, če jim lahko tako rečemo. Kontrola implantatov mora biti, bom rekel, enkrat letno. Rentgenska slika je dovolj, če se naredi na 2 leti, če je vse v redu, ampak načeloma je tako, mi na začetku naredimo sliko, vidimo, kje je kost po vstavljeni protetiki ali pač v krajšem času po njej, ko prije do tiste začetne remodelacije, nato pa spremljamo, kakšen je potek, če kost kaj topi. Tu velja zdaj pač poudariti, mogoče bi samo to še danes, da če na implantatih danes je zlati standard oziroma nič drugega se praktično več ne bi smeli delati kot vijačene prevleke. Čeprav je dokazano, da je cementirana ali vijačena enakovredna, ampak pri cementirani prevleki na implantatu, ko z zobno krono cementiramo na abutment v ustih, lahko pride do nekega zastoja cementa pod nivojem dlesni in ta cement lahko potem čez leto, 2, 3 ali 5 začne dražiti, povzroči vnetje in izgubo kosti ob implantatu. Imamo tako imenovan periimplantitis. Okoli polovica vseh periimplantitisov je dejansko pericementitisov, ki nastanejo zaradi tega odvečnega cementa. Tako da danes pač vsakemu pač se svetuje, jaz osebno niti druga več ne delam, kot zgolj to, da se vsaka prevleka privijači. Zato, ker s privijačenjem, ko namestimo prevleko na zob, se zgolj privije in se ne posega z nobenim teh kemičnimi sredstvi v sam sulkos. Hkrati je to tudi zaradi higiene oziroma bodočih morebitnih kasnejših zapletov bolj enostavno, ker se lahko tak zob enostavno odvije in vrne nazaj. In to je to. No, če govorite ravno o odvijanju zob, kaj pa če recimo na teh implantantih kakšen zob odpove, lahko namestite k sosednjemu zobu še enega? Zdaj, če odpove en zob ob implantatu, da bi zdaj na ta implantat še enega zraven dodali, ponavadi ne. Implantata lahko nosita en tu, pa vmes 2, 3 zobe, to ni problem. To, da bi pa en implantat nosil zob poleg, to pa zgolj kakšna dvojka ali spodnji sekalec ne pride v poštev, zato ker imamo potem ta efekt balkona in navorna obremenitev in bi počel abutment slej ko prej. Kaj pa je to efekt balkona? To je to, če si predstavljamo, da imamo zob na implantatu, kot svoj zob, potem imamo pa zraven privesek
ali 2. In Tega si seveda ne tako, želimo. seveda, ja, in tu pride do, ko ugriznemo na te stranice, pride do velikih navornih obremenitev in sila tu na implantat in na ta opornik, abutment je prevelika in bi se material slej ko prej utrudil. Si predstavljam, da so gledalci dobili nocoj kar nekaj novih informacij, ne? Ali pa smo vsaj osvežili stare, če ne drugega to, kako pogosto je treba k zobozdravniku, da to ni nek bav, ne? In se morda s tem tudi posloviva do prihodnjič. Hvala lepa za nocoj. Hvala, enako, lahko noč. In hvala lepa tudi vam, če ste bili v najini družbi, bodite z nama tudi prihodnjo sredo. Lahko noč.